Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravil. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dejansko zdaj pri nas na našem centru skrbimo za pripravo izobraževalnih programov za poklicne in pa srednje strokovne šole. Dejansko naše delo je zelo dinamično, delamo z učitelji, skrbimo za to, da izvajajo potem te izobraževalne programe, skrbimo tudi za promocijo poklicev, skrbimo za to, da mladi vedo, kakšna je njihova pot. Imamo kar nekaj, bom rekel, bivših dijakov, ki so začeli v nižjem poklicnem izobraževanju, potem nadaljevali v 3-letnem poklicnem izobraževanju, šli potem na ta tako imenovani 3+2 izobraževalni program in so imeli potem odprta vrata za vpis na višjo šolo, tako da sicer malo daljša pot, ampak vemo, da dijaki zorijo nekateri malo bolj počasi in je to res tista prava pot za to, da lahko nekdo doseže to, kar si v življenju želi početi. Prihodnost je pri nas dobra, se pravi nekdo, ki se vpiše v poklic 3-letno izobraževanje, dobi nek poklic, lahko se potem v 3+2 preusmeri v kak drug poklic in imamo kar veliko primerov, kjer imajo dijaki v 5 letih 2 različna poklica. Bom podal primer, recimo nekdo je lahko bolničar, pa se potem vpiše, ne vem, mogoče v medijskega tehnika 3+2 ali pa nadaljuje svojo karierno pot po vertikali v zdravstveni negi, pa potem so mu marsikje odprta vrata na višjo šolo. Tako da možnosti je res zelo veliko, ljudje ponavadi teh stvari niti ne poznajo tako dobro, ampak tisti, ki pridejo v poklicno izobraževanje, je teh možnosti res precej. Ja, zanimivo je, da zdaj, če pogledamo v srednješolskem izobraževanju, gre približno tretjina dijakov v splošne gimnazije, medtem ko 2/3 dijakov se pa vpiše potem v poklice, tako da zanimanje je veliko, čeprav dostikrat mogoče vlada ena taka miselnost, da nekdo, ki želi doseči nekaj v življenju, da bi moral iti v gimnazijo. Pa imamo res veliko teh naših diplomantov, ki dokazujejo ravno nasprotno, zato ker vedno več je poklicev, kjer je ljudi malo in so to cenjeni poklici. Vemo, da je zelo težko dobiti keramičarja, vodovodarja, nekoga, ki zna kaj narediti s svojimi rokami in tukaj imamo v ozadju industrijo, ki res podpira to izobraževanje z štipendijami, z nagrajevanjem teh dijakov, z omogočanjem počitniškega dela, tako da tukaj se res potem marsikdo, ki se najde v poklicu, so to uspešni ljudje, kar veliko jih imamo in dejansko je to zanimivo, da marsikdo ne ve za to pot, potem pa, ko jo spozna, ugotovi, da je to tisto pravo. Ja. Zdaj dejansko, mogoče en primer z poučevanjem, kar bo marsikdo vedel, se še spomnil. Bilo je obdobje, ko je marsikdo iz industrije prišel recimo v šolo poučevati, ker je bilo v šoli poučevanje bolj vrednoteno, zdaj pa odhajajo tudi učitelji v industrijo iz preprostega razloga, ker so tam plače zdaj dosti višje, nagrajevani so po svojem delu, tudi za mlade skrbijo, mi izvajamo tako imenovano praktično usposabljanje z delom in dobijo potem dijaki, kadar so na praksi, dobijo nagrado. Tako da jaz mislim, da se je zdaj tehnica prevesila v stran poklicev. In poznam kar nekaj uspešnih izvajalcev teh poklicev, ki zaslužijo res dobro. Je pa res, da pravijo, da imajo pa delo toliko, da ne vejo, kje se bi lotili. To je pa res. Mislim, da
Mogoče samo to, da zdaj ves ta nabor izobraževalnih programov najdemo na spletni strani Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in tam se lahko lepo med izobraževalnimi programi najdejo vse te možnosti za dvoletno, se pravi nižjo poklicno izobraževanje, za triletno srednje poklicno izobraževanje, za 4-letno srednje strokovno izobraževanje in pa tudi za tisti prej omenjen poklicno-tehniški sistem, ki traja 2 leti po srednji poklicni izobrazbi. Tako da je tam vse in seveda vabljeni. Zanimanje se ponavadi od tam, kjer so šole, prevesi sem k nam, že zdaj je bilo kar veliko obiska, imamo namreč tudi konkretno svetovanje za tiste, ki še ne vedo točno, kam bi se usmerili in dejansko mladi potem, ko spoznajo šole, pridejo k nam, zato da dobijo te informacije o tej raznolikosti, ki je pri nas v poklicnem in strokovnem izobraževanju možna, tako da si potem pač izberejo svojo pot. Eni grejo direktno 4 leta, pa potem naprej študij, eni pa izberejo najprej ta 3 leta, pa potem nadaljujejo 3+2 in marsikdo pa seveda potem razmišlja zelo konkretno, ali bi šel sploh študirati še naprej, ali pa bi se že kar zaposlil, ker v marsikaterem poklicu komaj čakajo na kader.